Konec junija je Gospodarska zbornica Slovenije objavila gospodarsko agendo za novo vlado Republike Slovenije, v kateri so gospodarstveniki predstavili: kaj vse je potrebno zagotoviti, da bo gospodarstvo konkurenčnejše, da bomo ambicije, ki jih ima, ujeli v neka razvojna jadra. Tretji vrh malega gospodarstva je letos potekal v znamenju iskanja rešitev za oblikovanje privlačnejšega poslovnega okolja za malo gospodarstvo. Okoli 150 gospodarstvenikov, predstavnikov politike in strokovnjakov za malo gospodarstvo je razpravljalo o predlogu prenovljene agende MG, posebna gostja dr. Joanna Drake, direktorica za podjetništvo in konkurenčnost, generalni direktorat Evropske komisije za podjetja in industrijo, pa je spregovorila o slovenskem malem gospodarstvu v luči zadnjih priporočil Evropske komisije. Economic recovery is on its way. We are projecting growth for Slovenia. V začetku meseca je Gospodarska zbornica Slovenije pripravila javno tribuno z naslovom Kako do novih delovnih mest. Po oceni GZS bi bilo mogoče do konca leta 2020 oblikovati 118 tisoč trajnih in začasnih novih delovnih mest, vendar je za uresničitev takšne ambicije potrebno izkoristiti pozitivna gibanja na tujih trgih ter odstraniti birokratske in druge ovire, ki onemogočajo ustvarjanje novih delovnih mest. 118 tisoč delovnih mest do leta 2020 niso samo neke zablodle sanje ali politične floskule, ampak da je to realnost, ki jo lahko utrgamo za Slovenijo in za našo prihodnost, če se bomo pametno organizirali in če bomo dovolj ambiciozni in tudi dovolj zahtevni do samega sebe in do našega okolja, da bomo te priložnosti izkoristili. Ob Svetovnem dnevu varstva okolja je v okviru Okoljskega dne gospodarstva potekala zaključna konferenca projekta promocije recikliranja industrijskih in gradbenih odpadkov in njihove uporabe v gradbeništvu Rebirth. Partnerji projekta so predstavili aktivnosti in rezultate projekta ter možnosti uporabe gradbenih in industrijskih odpadkov v gradbeništvu. Spregovorili so tudi o izkušnjah, pridobljenih v okviru projekta in izmenjali mnenja iz prakse doma in iz tujine. Cilj samega projekta je prispevati k višji stopnji recikliranja gradbenih in industrijskih odpadkov ter njihovo povečano uporabo v gradbeništvu v Sloveniji. V prihodnjem letu bo zaživel unitarni patent, evropski patent z enotnim učinkom. Gre za korenito spremembo patentnega sistema in z njim za spremembo poslovnega okolja v večini držav članic EU. Da bi prihajajoče spremembe čim bolj približali uporabnikom in hkrati pridobili njihove poglede na to tematiko, so Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino in Evropski patentni urad ob podpori Gospodarske zbornice Slovenije na GZS pripravili seminar z naslovom The Painted Package and Expected Benefits for Users. I would say that the first and main advantages is for all the SMEs to have a far broader market than the one they have now with the patent. Gosta tokratnega pogovora o petih, ki je potekal tik pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva v Braziliji, sta bila Igor Ebergant in dr. Zdenko Verdenik. Beseda je tekla predvsem o pomenu spoštovanja etičnih vrednot in moralnih načel v nogometu in z njim povezanih drugih družbenih sferah. Šport kot tak, čeprav je seveda ranljiv, tako kot pač druge dejavnosti človeški družbi. Šport je v bistvu vendar zelo poštena dejavnost. V okviru poslovnih zajtrkov na GZS, ki jih pripravlja Center za mednarodno poslovanje, so tokrat govorili o poslovanju in poslovnih priložnostih za slovenska podjetja v Braziliji. Treba biti predvsem vzdržljiv, dolgoročen, kot Slovenci smo. In Turčiji. There are still much more opportunities to cooperate in construction, in tourism, in manufacturing like automotive and spare parts. V juniju so regionalna priznanja za najboljše inovacije GZS v regijah podelili Območna zbornica Koroška, Območna zbornica Postojna, Območna zbornica Posavje, Območna zbornica za Gorenjsko, Območna zbornica za Severno Primorsko, Območna zbornica Zasavje, Regionalna gospodarska zbornica Celje, Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine ter Štajerska gospodarska zbornica. Najboljše inovacije so se uvrstile v tekmovanje na nacionalni ravni, priznanje najboljšim pa bo Gospodarska zbornica Slovenije podelila 17. septembra 2014 na Brdu pri Kranju. V slehernem slovenskem okolju imamo izjemne inovacijske dosežke in to ne samo na področju tehnoloških procesov,
ampak vse več tudi na področju mehkih storitev, na področju trženja, oblikovanja, dizajna, marketinga,